Hello in en lep pozdravček vsem na torkovem liveu. Evo, sem mislila, danes sem že en Facebook live objavila, že dopoldan sem mislila, to je za danes to. Pa sem pa dobila en preblisk. In danes, ta torek dobite 2 Facebook livea za ceno enega. Kako lahko še boljše kot to? Evo, danes sem tako še z mokrimi lasmi, čist frišno izpod tuša. Evo, in ja, torej, v bistvu mi je dobila sem en tako, mislim, opazujem ljudi. Začeli smo pred 3 tedni z tem 10-delnim srečanjem Kako postati denar. In v bistvu pač opazujem ljudi in tako mi je ful čuden. Nekateri so že ful časa poznajo te stvari oziroma prihajajo na seminarje in vedno ista vprašanja, nikoli se nič ne spremeni, vedno ni dovolj. Tako da sem rekla, pač, da dejansko vas vprašam, tudi vas, naj bo to prispevek pravzaprav za vse, da pogledate, čemu ste predani na področju financ, na področju denarja. Namreč tisto, kar se prikazuje kot vaša finančna resničnost, tistemu ste predani. In ena stvar, ki ste lahko predani, je neumnost. Da se naredite neumno na področju denarja. Torej ne v smislu inteligenčnega kvocienta, ampak da pač ste neumni, enostavno ne pogledate v bistvu, kaj počnete, kaj izbirate, kakšne misli, kakšne čustva, kakšne občutke, iz kakšnih energij delujete. In danes tole že kar prinaša na plan. Vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, temet, Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In vemo, zavestno ustvarjanje je zelo preprosto. Torej, ko enkrat skužiš to, je dejansko čisto preprosto. Torej, ti, kar si kot energija, to se začne prikazovati kot tvoja resničnost. Torej, mi svojo energijo vodimo svojo resničnost. Torej, mi smo tisti, ki na dnevni ravni izbiramo misli, občutke, čustva, energijo, iz katere delujemo, in potem na podlagi tega se začne prikazovati naša resničnost. Mislim, mogoče je kdo med vami narobe to razume v smislu, ni dovolj samo razmišljanje, jaz bi rad imel veliko denarja. Ali pa pozitivno razmišljanje. To mora biti, če že razmišljanje, mora biti razmišljanje v taki meri, da to spremeni vašo energijo, da to spremeni vašo vibracijo. Da dejansko postanete nekaj drugačnega in se zaradi tega začne prikazovati v vašem življenju nekaj drugačnega. Nisem gledanje Kardashianov, pa si želeti na jackpotu zadeti in vse vaši problemi bo rešeni, ker ne bojo. Torej, ni denar, ne bo denar rešil vaših problemov, ampak, oziroma karkoli želite rešiti z denarjem, ampak vi boste to rešili. Torej tudi neke pripisovanje nekih magičnih lastnosti denarju. Vse bo zato, ker ste to pobrali od kogarkoli, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, temet, Colin Shorts, Boys, Povats and Beyonds. In če se resnično predamo, torej ustvarjanju nečesa drugačnega na finančnem področju, se bomo predali v temu v takšni meri, da pogledamo, kakšna energija moram biti, da kar bo ustvaril denar, da bo to takoj ustvaril denar. In se usedete za sabo, ne rabite več kot 5 minut, še 5 minut ne rabite. Ampak samo tako, da imate mir, da vas nihče ne moti, in samo pogledate, koliko bi bilo to, da bi imel jaz dovolj denarja, ali pa lahkotno z denarjem, za vsako izbiro, ki jo naredim. In se bo prikazala neka energija. In potem vi morate to, mislim, če želite nekaj drugačnega, če želite, da se to prikaže, torej po čemer ste pravkar vprašali, če želite, da se to prikaže v vaši resničnosti kot vaša resničnost, morate to izbirati. Morate to čim večkrat izbrati. Večkrat, ko boste izbrali to energijo, večkrat, ko boste bili ta energija, prej se bo ta resničnost prikazala za vas. Ampak kot
vidim, večina ljudi sploh ni, kako bi rekla, niti toksi ne vzamejo, oziroma se ne predajo temu toliko, da bi dejansko prvo kot prvo pogledali, kakšna energija je to, tudi kakšen prostor, kakšna zavest, in da bi to potem bili toliko predani temu, da bi dejansko to izbirali iz trenutka v trenutek. Torej v vsakem trenutku, karkoli počnete, ste ta energija, oziroma poskušate čim večkrat biti ta energija. Tudi včasih seveda se zgodi, da nismo, da pademo v neke stare poglede, stare vzorce, neke energije, s katerih smo prej delovali, ampak pa spet, rečeš, ne kreiram to, jaz kreiram to. A ne, spet greš, spet izbereš to energijo, spet si ta energija, torej, kako bi rekla, poudarek je na si, ste, torej morate biti nekaj drugačnega. Pol ljudje so predani, ne vem, temu, da imajo, mislim tako, ful smešno, no? Da pač, ne vem, 10 let že poznajo recimo ta orodja in so še vedno predani temu, da ohranijo svojo penzijo, ki je ful premala, da bi živeli takšno življenje, kot ga želijo živeti, ampak nič drugačnega ne izberejo, vedno isto, vedno isto, vedno isto. In se sprašujem, torej, čemu si ti pol predan? Ti si predan temu, da ohraniš svojo resničnost takšno, kot je. Ne? Mislim, danes je malo tako, mogoče je malo tak intenziven Facebook live, ampak mogoče je tudi potrebna ta energija, tudi vi pri sebi pogledate, kaj izbirate. A izbirate, ste predani temu, da ste enaki kot vsi preostali, ki vsi več ali manj jamrajo glede denarja. Joj, kako bo, vse je tako drago, premalo imamo, torej vedno, ne vem, ko dobim plačo, ko dobim, ne vem, od posla denar, ko dobim, ne vem, karkoli, premalo, ste predani temu, da je premalo. Lahko smo tudi temu predani, namesto da bi dejansko bili hvaležni za vsak denar, ki pride v naše življenje. Tudi če imate 10 evrov zdajle, če ste hvaležni za teh 10 evrov, bo to je generativna energija, ki pol kreira več. In da se dejansko tudi ujamete, recimo, če pride, mislim, če dobite denar in greste spet, ni dovolj, rečete, stop, in začnete izbirati nekaj drugačnega in začnete biti hvaležni za to, kar kreirate, ste priznavate tudi sami sebe, ustvaril sem denar, kako lahko še boljše kot to, vesolje še več tega, prosim, kako lahko še 10-krat več kot to ustvarim, kako lahko 100-krat več kot to ustvarim. Pol je lahko ste tudi predani nenehnemu kalkuliranju v zvezi z denarjem. In kaj to nakazuje, če morate vsak skozi kalkulirati, pač dejansko to od spodaj, ta energija ni dovolj. Pa ne me narobe razumeti, ni narobe tudi to pač, da kalkulirate, ni, dejansko ne govorim o tem, da pač z denarjem razmetavamo oziroma porabljamo nek denar, ki ga nimamo, ampak da začnete dejansko gledati, kakšne poglede imate, kakšnih pogledov delujete, tudi a ste predani temu, da vse najceneje dobite, da brezplačno vse dobite in se potem hvalite, to je ful, pač se nisem nič dal za to, ali pa se sem ful čisto malo denarja dal za to. In to, dejansko to sem že enkrat govorila, v bistvu ta ponos, ponos revščine, res, vse, kar to zdaj za vas prinaša na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, good and bad, pa Colin Schwartz, boys, povats and beyond. Zdaj se sploh še doben komentira, se še komentira, doben ne upa. Ne bom vas ugrizla. Je čist vse v bistvu zelo dobro namerno, ampak res, da pač mislim, da ste predani temu, da jamrate glede denarja, da ste pač z jamranjem enaki vsem preostalim. Ali ste predani tem, da potrjujete resničnosti drugih ljudi, torej svoje družine ali pač določene osebe v svoji družini. Ste predani temu, da potrjujete projekcije, pričakovanja drugih na vas, ker lahko imajo tudi drugi ljudje projekcije in pričakovanja na vas, v smislu, ta ne more nič skreirati, ta že nikoli nič ne bo skreirala. In ste vi, mislim, tudi če to ni verbalno izrečeno, je lahko pač vi kot energijsko bitje to zaznavate in lahko zaznate to energijo in se s to energijo uskladite, se strinjate s tem in sam potrjujete potem dejansko pač to, kar drugi na vas projecirajo. In ja,
Čemu ste še predani? Torej, ste predani temu, da ne razveljavite resničnosti drugih ljudi z denarjem. Ne? Ali pa da ne presežete koga, ki ste ga naredili v svojem življenju kot nekoga, ki je tako, wow, on je pa res ful dober z denarjem, ali pa on ima pa res velik denarja. Ja, in vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemet prvem pokoljen Shorts Boys, Povac and Beyonds. Aha, Slavi, živijo, pravi. Jaz se vedno zahvalim za vsak evro, ki ga manifestiram. Prav zanimivo je, da je vedno dovolj denarja za moje želje in potrebe. Kako lahko še boljše kot to? Ja. Ja, in če imaš pač drugačen odnos do denarja, pač ustvarjaš nekaj drugačnega. In ste mogoče predani temu, da ne postanete tisti grdi, bogati ljudje, ljudje z denarjem, ne? Bogataši, lej kaki so, lej kakšni so, ne? In se kar, wow, koliko energije na temu. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, utemet prvem pokoljen Shorts Boys, Povac and Beyonds. In kakšne poglede branite in kakšnim pogledom se izogibate, kar kreira vašo trenutno finančno resničnost. In vse, kar je to, torej določene poglede branite, določenem se izogibate, ne, ker vsak pogled, ki ga zavzamemo, kreira našo finančno resničnost, recimo, zdaj govorimo o financah, in se določenim pogledom si izogibamo, ki bi lahko dejansko nam ustvarili nekaj več za nas, in točno to branjenje in izogibanje nas zatika na določenem mestu, torej da se nič ne spremeni. Torej, kakšne poglede branite in kakšnim pogledom se izogibate, kar kreira vaša trenutno finančno resničnost. In kakšne dobesedne in čustvene poglede imate, oziroma poglede, ki se jim izogibate in ki jih branite, kar kreira vašo trenutno finančno resničnost, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, good and bad, prvem pokoljen Shorts Boys, Povac and Beyonds. In če slučajno kdo tukaj prvič in se sprašuje, kaj to zdaj govorim, neki džadžadžad, neki čirale. To je čistilni izrek Access Consciousnessa in si ga lahko pač tako pogledate, kaj pravzaprav to pomeni. Mislim, tako je zelo lepo razložen na spletni strani theclearingstatement.com. Da pa bi deloval, pa niti ga ne rabite razumeti. Simon pravi, slabo se sliši, prekinja in hrešči. Aha. A pri drugih tudi? Bom poskusila. Dajte mi še drugi povedati, če tudi pri vas hrešči. Lahko še poskusim z slušalkami. Je zdaj kaj boljš? V redu se sliši. Aha, drugi v redu slišijo. Ok, potem pa Simon, mogoče se morate malo premakniti na kako točko, ko ima več signala. Ja, no, in še ena stvar je, ne, to mi zelo hiter, predvsem, mislim, denar je taka tema, prvo kot prvo je tukaj ful velik sodb prisotnih, to je ena najbolj obsojenih stvari. Dejansko pa, če bi imeli mi, torej ljudje, ki se trudimo pač zavestni biti oziroma delovati iz več zavesti, ki nam je nekako tarča zavest, če bi imeli mi več denarja, kaj bi lahko mi spremenili na svetu? A ne? Ja, namesto da se pritožujemo nad tistimi, ne vem, kjerkoli zdaj kreirajo pač naš svet, kaj bi pa mi lahko, a ne? In ja, torej ena stvar morate tudi vedeti, da pri denarju zelo hitro pademo v neke kako bi rekla, energije pomanjkanja, resničnosti pomanjkanja, iz katerih delujejo vsi preostali. In tudi, recimo, če smo delovali dolg časa na ta način, in pol pač začnemo, recimo se predamo temu, da začnemo kreirati nekaj drugačnega, kakor tudi zaznamo neko podobno energijo, pa sploh ni nujno, da je to naša, ampak zaznamo recimo od nekoga ali pač bližnjega, ali ne, pač kogarkoli, sodelavca, prijatelja, kogarkoli, takoj kupimo, da je to naše.
in dejansko ni, a ne. In tukaj morate, mislim, res se temu predati, da tudi sprašujete za vse te misli, občutke, čustva, ki jih imate v zvezi z denarjem, komu to pripada. Ker 98% vseh vaših misli, občutkov, čustev ne pripada vam, ampak sam zaznavate. Ne? Torej smo kot en tak velik spužji kvadratnik, ki sam srka v sebe vse te stvari, s katerih drugi delujejo. In boljš bi bilo rečen, 99,000% vsega pač ni našega. In res poskusite to, no, če se boste temu predali, da se začne, mislim, takoj, ko pride neka misel v smislu pomankanja, ni dovolj, neka teža, neki čudni občutki, neka taka energija, kot ta posttraumatski stresni sindrom, komu to pripada, vprašajte. In zavestno pošiljamo, odkudar je prišlo, in na ta način boste videli, in pa samo bodite prisotni s to mislijo, s tem občutkom, s tem čustvom in boste videli, da če se olajša oziroma če izgine, ni bilo vaše. A ne? In tega je res ogromen, mislim, tudi na področju denarja, pa sploh, a ne, torej, in mislim tako, pač jaz vam govorim tudi iz lastnih izkušenj, jaz sem tako pač res pretransformirala svojo finančno resničnost, tudi zdaj do take mere, da več ne kupujem teh pogledov oziroma teh nekih realnosti, s katerih drugi ljudje delujejo, nekega pomankanja ali pa ni dovolj, ne kupujem več kot svoje. Ne? Tudi na začetku sem že, ko sem začela spreminjati, sem še kupila, pa zaznala, pa sem kupila, da je to moje, zato ker sem bila navajena tega, pač od otroštva pravzaprav je bilo skozi samo neko kreganje glede denarja, skozi neka travma, drama glede denarja, cela familija se je skregala po očetovi strani glede denarja. In jaz sem mislila, da je pač to, prvo kot prvo smo mislili, pač, da smo to mi, ampak pa vidiš, da dejansko to nisi ti, ampak si sam pobral te energije ali pa pač si se uskladil s temi energijami, ampak res, če se predaš temu, da to začneš spreminjati in sam to, ne kreiram tega, jaz kreiram to in se spet predaš tej energiji, kar želiš, da je tvoja finančna resničnost, skreiraš to, a ne, in mislim tako, dejansko, pač, ko bi rekla, jaz ne bom rekla zdaj, da sem jaz zaključila s kreiranjem moje finančne resničnosti, ker ne gledamo tukaj, torej tudi morate vedeti, vedno, ko prijemo do zaključka z nečim, pa to zaustavimo oziroma se naredimo nezavedajoče. V smislu, če recimo, pa tudi to sem naredila, ne, torej pač učite se od mene. Dejansko, tako, ko je že mi šlo tako ful dobro, pa to in sem rekla, zdaj pa to znam, zdaj pa znam to mama, ne. In to ni vprašanje, to je zaključek in takoj, ko gremo v zaključek, se naredimo neprisotne in potem se začnejo razne stvari lahko dogajati in sploh nismo v vprašanju, zato ker imamo ta zaključek, zdaj to pač obvladam, to znam, to sem naredila, bla, 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 in nismo več prisotni s tem, kar se v tem primeru z denarjem v našem življenju dogaja. Tako da vedno bodite v vprašanju, če ne druga, si zastavite vprašanje, vsakič, ko pride denar, ok, kako lahko še boljše kot to, kaj je bilo potrebno, da pride še 1000-krat več, ali pa kaj vse je še mogoče z denarjem, kar jaz mislim, da ni mogoče, če bi dopustil oziroma dopustila možnosti, zato bi to aktualiziralo drugačno resničnost. Ta je tudi meni tako ful ljubo vprašanje, dejansko, ki povabi drugačne možnosti, za katere mi mislimo, da niso mogoče. Z našim umom veliko ubijamo možnosti in z enim takim vprašanjem lahko spet povabimo tisto, kar je na voljo. In res, mislim tako, pač, kaj naj rečem, treba je tudi v neki, kako bi rekla, v to je pač da ustvariš nekaj drugačnega, je treba tudi vložiti nekaj energije, a ne, ker pač ja, zdaj mogoče je to cona obdobja, v smislu ni dovolj, vedno se mora nekaj matrati, vedno mora nekaj kalkulirati in ko ti začneš drugačne energije izbirati, drugačne energije biti, na drugačen način biti v odnosu do denarja, je to najprej čudno, nenavadno. Je treba pač na začetku nekaj energije v to vložiti oziroma nekaj dela, oziroma da tudi recimo, če spet se pojavi neka misel pomankanja, ne dovolj, da uporabiš neko orodje, ki ga imaš na voljo, se vprašaš, komu to pripada
in pol s časoma dejansko postane to pol tvoja nova normala, oziroma pol recimo se jaz tako pač pol ustvarim nekaj in pol rečem, aha, zdaj bi pa tukaj rada na tem področju ustvarila to pa to in grem spet nekaj širiti ali pa nekaj še več skreirati na določenem področju. In pač ni dobenega konca, a ne, pač in mi dejansko, vse jaz, no, jaz pač sem totalen kreator, jaz sem kreiram, ko vidim, da to sem lahko ustvarila, ok, kaj vse še lahko ustvarim, a ne, če sem to ustvarila, kaj vse še lahko ustvarim, pač gledam druge, ko ustvarjajo, če on to lahko ustvarja, pa tudi lahko jaz ustvarim to. A ne, in tako naprej, druge gledam kot neko inspiracijo, ne, da jih zdaj obsojam, lej, pač, da sigurno je kaj narobe naredil, kar recimo to pri denarju veliko krat tudi, ja, sigurno je kaj narobe naredil, oziroma začnemo iskati neke stvari, ki so z ljudmi kao narobe, zato ker pač ne moramo pravzaprav, mislim, oni nam kažejo, kaj je mogoče in mi s temi sodbami, če jih obsojamo, dejansko skušamo upravičiti to, kar mi izbiramo. To je mogoče zdaj tako za koga že mal tako, dajte to pač tako v bistvu si v svoj, kako bi rekla, malo razmislek, in kaj, če bi vam bili res drugi v inspiracijo, da tudi vi začnete za sebe nekaj drugačnega izbirati, ne samo za sebe, torej prvič za sebe, a ne, da vi začnete nekaj drugačnega izbirati in posledično, ko začnete vi biti nekaj drugačnega v življenju, ste inspiracija tudi za cel svet, s tem tudi spreminjate pol svet. In ja, in ena stvar je še tudi tukaj, a ne, koliko vas ni voljnih biti totalno drugačnih. Ja, ker če imaš denar, dejansko si drugačen, oziroma če nimaš problemov z denarjem, če nič ne jamraš z denarjem, če je vedno vse za tebe, vedno kul, vedno imaš, si drugačen. Ja, vse, kar je to zdaj prineslo na plan za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, gute med ponapokaljen Shorts Boys, povats and beyonds. No, kul, pravi tudi Simon, da je že bolje. Super, super. Ja, ja, no in zdaj ena od pač teh ful dobrih knjig, no, saj za moj osebni okus, je ta knjiga Kako postati denar. In zdaj imamo teh 10-delno spletno srečanje Kako postati denar in jutri zvečer ob 8 imamo tretje srečanje. Še vedno se lahko pridružite, pol bomo pa počasi prijave zaprli. In tu ta knjiga vam tudi pomaga osvetliti poglede, ki jih imate v zvezi z denarjem in tudi to dejansko, koliko tega ni vašega, koliko je to enih pobranih in energij in nekih načinov oziroma odnosa do denarja. In za moj okus, no, oziroma za moje, ja, za moj okus ena najboljših knjig, no, ki je meni osebno pomagala spremeniti finančno resničnost. In ja, ste vabljeni, da se nam pridružite. Drugače pa zjutraj tudi začnemo z vlečenjem energije za posel, tisti, ki imate posel. To je pa tudi ena ful dobra stvar, ki vam pomaga graditi vaš posel z nečim, kar dejansko že počnete na nek način, ampak nezavedno. Torej, na voljo so nam različni energijski tokovi in več ali manj ljudje uporabljajo različne energijske tokove, ampak se niti ne zavedajo, da to uporabljajo, in ko začnemo to zavestno uporabljati, s tem lahko ustvarimo, wow, neverjetno, dejansko zgradimo svoj posel, ne potrebujemo, mislim, dobro, pač lahko tudi, če se za to odločimo, lahko neke klasične načine marketinga, ampak je lahko to pa zgolj kot nek dodatek, oziroma če nas veseli neko testiranje ali pa da bi pogledali, kaj bo to ustvarilo. Dejansko sam vlečenje energije lahko noro ustvarite biznis, razširite, povabite deležnike, ki mu bojo prispevali, res tako, sam gledaš pol, tako, ja, potem sem spraševala. In to na podlagi teh energijskih tokov, vlečenje energije pride do vas, oziroma to povabite v svoje življenje. In spet drugačen način kreiranja posla, na nek lahkotnejši način, in nek način, ki je nam že lasten. Tako da tudi, če želite tukaj skočiti zraven,
seveda ste lepo vabljeni. Drugače pa res tako, pač še enkrat, no, to, kar sem danes govorila, da pogledate, čemu ste dejansko predani tukaj na tem področju. Oziroma na katerem koli drugem področju. Jaz imam zdaj tako pač to temo denarja, lahko je pa katerokoli drugo področje, da pogledate, ok, čemu sem res tukaj predan. Ker morate vedeti, da če ste nečemu predani, to se bo prikazalo v vašem življenju. To boste ustvarili. Če niste nečemu predani, oziroma če se nečemu ne predate, nečemu drugačnega, pač tega nikoli ne boste ustvarili. Tako da, ja, no, jaz upam, da je bil ta video oziroma Facebook Live prispevek dan za vas, in namesto vas ne more noben izbirati, ok? Namesto vas ne more noben izbirati, noben seminar, nobena knjiga, pač to vas lahko vse opolnomoči, vam lahko pokaže dejansko, oziroma vam da neka orodja, pokaže, kako pravzaprav deluje, recimo v tem primeru zavestno ustvarjanje, a tisti, ki pa morate narediti drugačno izbiro, ki bo vodila do tega, da boste bili nekaj drugačnega, ste pa vi. V vaših rokah je to, vas je ta moč za spremembo. Ok, lepo se imejte in se vidimo, upam, da na kaki delavnici v živo, da se spoznamo, ali pa na takole. Tako da, lepo se imejte. Čau, dio.